Blagoslovi blagoslavljanja je danes moja tema za člane Društva za srečno življenje Belis in za vse dobronamerne ljudi, ki boste poslušali ta moj prispevek. Že samo ime blagoslov pomeni, da dajemo nekaj blagega, da dajemo eno dobroto, da želimo nekomu, nečemu nekaj dobrega. Blagoslovi v današnjem času so več kot nujni. Zato, ker je okoli nas toliko bolečin, toliko sodb, toliko žalosti in bolezni, da tisti, ki poznamo to resnico, da le dajanje brezpogojne ljubezni je naš ščit, je naša trdnjava, je naše upanje, da bomo v tem svetu, vendar ne od tega sveta, preživeli vse te izzive. Blagoslavljati sovražnike je zelo pomembno. Zakaj? Zato, ker če jih sodimo, smo del sodbe in imamo odprta vrata za sodbo, ki gre od nas in tudi do nas. Zato je zelo pomembno, res pomembno, da blagoslavljamo ne samo lepe stvari, da se jih veselimo, ampak da blagoslavljamo tudi tisto, kar je za nas mogoče bolečina, mogoče nerazumevanje življenja. Zelo je nujno, da se zavedamo, da je vse v naših rokah in v našem srcu, kako bomo preživeli vsak dan posebej. Že ko se zbudimo zjutraj, moramo se naravnati na hvaležnost, na ljubezen, na radost in istočasno tudi, da blagoslovimo vse tisto, kar nas v dnevu čaka. Pa ne bo to ali služba, ali kak izziv, ali delo, karkoli. V trenutku, ko se zavemo, da smo nemirni, da nas nekaj prizadene, moramo takoj to situacijo blagosloviti, jo objeti z ljubeznijo, ji dati tisto ljubezen, ki je kot začimba, ki spremeni situacijo. Brez blagoslavljanja bomo v teh časih lahko zboleli, lahko bomo ranjeni, lahko bomo brez izobilja, ki je nujen za ta čas, za vse nas. Zato, ker samo blagoslavljanje je odpiranje vrat za blagoslove, ki prihajajo tudi do nas. In ko sejemo semena blagoslavljanja, smo tudi sami bogato blagoslovljeni. Če pogledamo Sveto pismo, je Jezus Kristus bil velik blagoslov za vse svoje učence in za vse ljudi v Izraelu. Spomnimo se, kako je blagoslovil 5 hlebov kruha in 2 ribi, ko je učil in je bilo ogromno ljudi na njegovi učni uri, na hribu. Enostavno je 5 hleba vzel v roke in 2 ribe, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, razlomil in dejal učencem, da so jih delili med množico in kruha ni in ni zmanjkalo. Še ostalo je, nahranil je 5000 ljudi
in istočasno je še veliko košov kruha ostalo. Blagoslovi, ki prihajajo direktno iz srca, v imenu najvišjega Boga, najvišje resnice, so tisti blagoslovi, ki bodo resnično spremenili ta svet in vse nas v srečne, radostne, blagoslovljene ljudi. In to je tudi namen in cilj Društva za srečno življenje Belis, da zaživimo srečo, da smo radodarni, da smo tisti, ki mi blagoslavljamo, da smo blagoslovljeni. In zato vas prosim, vse člane Društva za srečno življenje Belis in vse dobronamerne ljudi, blagoslavljajmo in bomo blagoslovljeni. Hvala lepa.